Lep pozdrav, živijo. Zdravljen Rok. Prava knjižnica, ogromen knjig. Glejte, greje se pa na tako. Na petrolej in na drva. Moje domače živali. Jo, nekaj ne prestrašen, ampak gospod Lojs in njegov bivak. Gospod Lojs me bo pelal do Kugijeve police. Tukaj smo zdaj že kar na težkem delu poti. Popravilo zajele. Azi. Lojs na pomolu. Slovenska smer. Aha, ta je slovenska. Prevčev stop. Prihajamo na Triglavsko ledeniško teraso. Dobro jutro, pozdravljeni v raju na zemlji. Danes sem pa prespal v Zgornji Krmi, pastirski koči. Zdaj greva pa s prijateljem do Planike. Planike greva po gorjanski poti na Triglavsko škrbino, potem z Triglavske škrbine na Morbenijo, k najvišjem slovenskem bivališču, tam kjer živi gospod Alojz Žakelj. Potem pa od njega, se pravi od tega bivaka, ki leži na 2530 metrov, po Kugijevih policah proti Kredarici. To so take police nad severno Triglavsko steno. Po tej policiji je možen dostop najprej do ledenika pod Kredarico, potem pa na Kredarico in z Kredarice počas spet navzdol v Zgornjo Krmo. Tako da gremo v višave, v Živancijo. Se vidimo na Planiki. Pogled proti Zgornjim Bohinjskim goram. Ta je Mišel vrh. Potem je Mišelski konec in pa Kanjavec. Zdaj pa proti Planiki. Lep pozdrav z gorjanske poti na Triglav. Tam že vidimo dom Planika. Tam nisem nič snemal, ker je bilo preveč ljudi in to ni za moje vloge. Ja, tako lepo izgleda gorjanska pot na Triglav. Pred vstopom v steno. Tukaj je še kar nekaj snega. V gor mali Triglav, v megli pa veliki Triglav. Zdaj pa gremo v steno do Triglavske škrbine, potem pa naprej do najvišjega domovanja v Sloveniji, Morbenija. Se vidimo na Triglavski škrbini. Pozdravljeni na Triglavski škrbini. Tukaj pogled na zahod, prav na primorsko stran. Tukaj pa na našo gorenjsko. Majhen se vidi Planika, megli. Na 2660 metrih. Na Triglav jaz ne grem, ker to ni za te vloge osamljene. Zdaj gremo pa v samoto na Morbenijo, do najvišjega bivališča v Sloveniji. Sedaj se pa nahajam na čistem brezpotju na zahodni Triglavski planoti. Pogled proti zahodu, tam dol je Trenta in pa primorski hribi, se pravi Jalovec, Razor, Pihavec je ta spredaj. Še malo pa smo na bivaku zahodna Triglavska planota. Poglejte, kakšne dva lepa snežišča pod mano. Evo, vrh Triglava v megli. Tukaj pripelje pot z Doliča. Evo, jaz sem pa zdaj že zelo bliz. Tukaj Morbenije. Evo, tisti hrib, ki je dvojni vrh, je Kanjavec. Dajemo v bližino bivaka na zahodni Triglavski planoti. Zastava Plapola. Evo, gospod Lojs me že pričakuje. No, lep pozdrav, živijo. Zdravljen Rok. Evo, spet smo tlele. Po 2 mesecih se spet vidva. Ja.
A gremo lahko not pogledat? Lahko? Ja, ti. Ja, gremo skar not pogledat. Stopi pa kar posnemi, No, evo, bom. kot želiš. No, da vidimo znotraj. Evo, ta bivak je pa bolj prostoren. Prava knjižnica, ogromen knjig. Glejte, ure, globus. Res lepo urejeno. Evo, na tej strani ima gospod Lojz tako kuhinjo. Kuha na plin. Greje se pa na tako. Na petrolej in na drva. Aha. Tam je pa na drva. Ampak seveda, kot veste, drva je treba prinesti z doline. Ja. To je kar zahteven projekt. Ja, vse pa petrolej tudi. Petrolej pa tudi, ja, seveda. Tako, Ja, ja. po zim časih prav pride ogrevanje, ker Ja, seveda. po zim je pa včasih zelo ostra klima tu. Pozim pa, ja. Minus 25 plus veter, 100 Ja. km/h. Aha. Je pa kar, so pa Bi ekstremne, sibirske razmere. Ja, No, te ima gospod Lojz še eno tako. napravo Napravo? za elektriko. Kot darilo od tega so bohin. Aha. Od gospoda Miha Arha, ki ga pozdravljam. Ja, Če gleda tale vlog, ga pozdravljava. ja, pozdrav. Gospod Alojz Žakelj je tukaj že 47 let. Že tukaj živi čez poletje in nekaj tudi čez zimo, a ne? Ponovadi čez novo leto. Za novo leto sem bil okoli 20krat. Aha. Preko 20. A ja, 20krat. Zdaj ste bili pa zdaj zadnji za novo let. Leta Kje let ste? 17. Ja, zdaj pa še da vidimo nekaj tukaj razgled. Evo, višina je pa, koliko je višina? 2530. 2530 metrov, se pravi, To je, najvišje bivališče v Sloveniji. 15 metrov više kot Kredrca. ja. Ta kopa je razor. Ta je razor, ja. Pod njim je pihavec, tako Pihavec, bolj zelen. Tako, ja. Levo od razora je prisank. Potem je greben Mojstrovke Tako, ja. in Okay. Travnik. Naslednja gora, ki je bolj v senci, je Mangart. Mangart ta v megli, ja. Levo je pa Jalovec. Tako. No, tukaj je bilo pa včasih kasarna, ne? Ja, to je pa nekdanja italijanska Dana italijanska kasarna. vojaška Tako. postojanka. Glejte, enega mehkega kozlička. Moje domače živali. Jo. Glej, nekaj ne prestrašen, ampak. Aha. Nekaj zapiha. Tako. Evo, tako je pa zgleda gospod Lojz in njegov bivak. ZTP. Evo kozlička. Lahko z roga malo posnameš. Tako, kozliček, evo ga. Glejte, ko je gleden. Mladiček. Mladiček. A to je kolega, ja. Aha. Evo, in pa z vrha. Bo v bistvu nekdanja stražarnica, ki jo je gospod Alojz Žakelj spremenil v bivak. In tukaj v bistvu biva celo poletje. Dol hodi samo en dan v tednu v nabavo. Povedal mi je, da gre vsako nedeljo dol, potem v ponedeljek zjutraj nabavi in do večera je že spet nazaj v bivaku. V tem bivaku je od sredine junija do sredine septembra oziroma do prvega snega. Potem pa občasno seveda tudi po zimi. Še enkrat panorama, zdaj se je oblačnost malo dvignila, tako da se res vidijo tudi naši vrhovi. Se pravi Razor, Razor, Prisank, Prisank, Jalovec. ta prvo Mojstrovke, tako. Mangart ima pa še kapo. Mangart ima še kapo, Jalovec in pa proti montažu, tam na vdaljavi. Ja. Bohinjske bohinje pa v megli. Bohinjske gore.
Gospod Lojs me bo peljal do Kugijeve police. Do moje poti. Ja, do njegove poti, ki je sam nadelal. Sam je potegnil zajle. Tako da vidimo, kako izgleda tele Kugijeve police. Prav bomo obkrožili Triglav. Od Planike čez Triglavsko Škrbino na bivak ZTP, se pravi na bivak Zahodna Triglavska planota. Tem pa sem še skozi Kugijeve police, čez Ledenik in do Krederce. Do še enega dodatka kasarne, Morbenje. Imenovane tudi malo Morbenja, postojanka za konje, za tovorne konje. Ja. Evo, zdaj smo že na tej poti, ki jo je nadelal gospod Lojs. Evo, to so njegove znake, vidite. In ta pot zdaj vod proti Kugijevi polici in naprej proti Triglavskem Ledeniku. Evo, prečenje prvega snežišča. Prihajamo na rob, prav na severni rob Triglava. Vse je to globino. Evo, globina. To je pa zdaj že severna stena, to je severna Triglavska stena. Seveda dolina Vrat. In pa Cmir. In pa Begunjski vrh. Tukaj pa vrh Triglava. In pa naš vodič Lojs. Evo, vreme je zmeraj lepši, super. Pa da vidimo zdaj, kako poteka pot naprej. Tukaj smo zdaj že kar na težkem delu poti. In gospod Lojs je ugotovil, da zaradi tamnega skalnega podora se je utrgala jeklenica. Evo, popravilo zajle. Azi. Poglejte, kakšna divjina tukaj na Kugijevih policah. Res divje. Kakšna globina. Smo sredi stene. Smo pri drugem težjem delu Kugijeve poti. Tam se pa že vidi v daljavi Staničeva koča. Tukaj smo pa res sedaj na pravi polici. Te zajle je vse napravil tale možakar. Najbolj zračno mesto v Julijskih Alpah. Glejte, tik nad prepadom, nad severno steno doline Vrat. Kilometer in pol. 1500 metrov, tako, vertikale. Noro. Slovenska smer. Aha, ta je slovenska. Preučev izstop. Aha. No, evo, pogledajte, spet vertikala. To se vidi pot, ki pelje čez prek, z Vrat čez prek. Evo, tako lepo izgledajo. Res divjina pod Triglavom. Kugijeve police. Po Juliusu Kugiju. Če pa tukaj je zelo krušljivo, pogledajte, spet en podor. Glavno podorov je, kamenje se kruš. Tako da je kar nevarno za podor. Kar med za čelado, evo, čelado imamo. Nekateri. Evo, pogled nazaj na prehojeno pot. V zadnji pa razor in križki podi. Presenetljivo lahek prehod, glede na ta teren, glede še okoli. Tako, ja, res je taka polica. Naravni prehod. Lojs na pomolu nad severno steno. Tu imaš krasen pogled v severno steno. Na tem pomolu, ampak na drugi strani. Pride ven Smerča Postebr, alpinistična, ki je ocenjena s 6, ne? 6. Smo v centru Triglavske severne stene. Ki je višji pa vrh Triglava. Takoj za robom se pa svet položi in pogledajte, Triglavski dom na Krederici in pa ostanek našega ledenika, ki je bil včasih zelo mogočen, zdaj pa bolj žalosten deluje. Ja, zdaj ga je še nekaj, ampak septembra, oktobra bo pa verjetno ga skoraj povsem pobral. Z malega Triglava.
Mravlišče ljudi. Evo, izstop iz Kugijeve police. Tukaj še čist malo zbledeno, še piše Kugi polica. In pa na snežišče oziroma ledenik Triglavski. Prihajamo na Triglavsko ledeniško teraso.